Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes bomo govorili o Dysonovih sferah, hipotetičnih megastrukturah, ki so jih zgradile zelo napredne vesoljske civilizacije. Komentiral bom napoved kitajske vesoljske agencije, da želi že leta 2028 odpotovati na Mars in z njega še istega leta prinesti nekaj vzorcev na Zemljo. Na koncu bom pa nekaj besed namenil še novičkam, ki smo jih v preteklih 2 tednih objavili na spletni strani Portala v vesolje. Pred nekaj tedni je bil v neki reviji objavljen znanstveni članek, ki ni požel praktično nobene pozornosti. Ampak v članku so raziskovali nekaj, kar bi lahko na dolgi rok pomagali odkriti zunajzemeljske civilizacije. No, ne se preveč veseliti. Razlog je bil, zakaj ta članek ni požel toliko pozornosti. Seveda ne bomo jutri z gotovostjo trdili, glej, tam pri tisti zvezdi nam pa mahajo vesoljci. Ampak ideja je zelo zanimiva in znanstvena, zato se jo splača nekoliko pobliže pogledati. Pojdimo v leto 1960. Takrat je Freeman Dyson, britansko-ameriški teoretični fizik, objavil članek z naslovom Iskanje umetnih zvezdnih teles, ki sevajo infrardečo svetlobo. Zelo suhoparen naslov, za katerim se pa skriva precej kul ideja. Dyson se je vprašal, kako bi zelo napredna civilizacija pridobivala energijo. Danes imamo na Zemlji že s tem zelo veliko problemov. Zdaj, če bi bila naša civilizacija še veliko bolj tehnološko napredna, bi potrebovali še več energije. In še več in še več. Torej, kako dobiti to energijo? Vir večine energije na Zemlji je Sonce. In le malo energije, ki jo Sonce v obliki svetlobe izseva v vesolje, dejansko pride do Zemlje. Večina te svetlobe pač potuje v druge smeri, v vesolje. Sonce je torej tako kot zelo slabo izolirana hiša. Kako bi boljš izkoristili njegov potencial? Dyson predlaga, da bi bilo seveda najboljš okrog Sonca zgraditi velikansko strukturo, ki bi zajela večino, če ne vse, Sončeve svetlobe. Te strukture se je prijel ime Dysonova sfera. Sam Dyson ni bil najbolj navdušen nad poimenovanjem, vsaj ne v starih letih. Priznal je namreč, da je prvotno idejo pobral iz znanstveno-fantastičnega romana Ustvarjalec zvezd, pisatelja Olafa Stapledona. Ta knjiga je bila objavljena že leta 1937, torej več kot 20 let pred njegovim člankom. Ampak sedaj je, kar je, in ta koncept poznamo pod imenom Dysonova sfera. Te sfere si ne smemo predstavljati kot neke masivne sfere, ki v popolnosti zaobjame Sonce. Takšna struktura bi v bistvu zelo težko obstajala. Bolj realno je, da bi okrog Sonca postavili gosto mrežo sončnih celic ali pa sončnih kolektorjev. No, kakorkoli, ideja je zanimiva in sedaj je vprašanje, ali lahko takšno sfero najdemo. Kot že Dysonov naslov članka pove, je ključ infrardeča svetloba. Zvezda sfero segreva in zato bi material verjetno seval infrardečo svetlobo. Iskati moramo torej zvezde, ki sevajo infrardečo svetlobo. Zdaj, manjša težava pa je, da vse zvezde sevajo infrardečo svetlobo. Na srečo problem ni brezupen.
Namreč za vsako zvezdo precej dobro vemo, koliko svetlobe naj bi sevala pri posamezni valovni dolžini. To nam pove temperatura na površju zvezde. Če je zvezda bolj vroča, potem več svetlobe izseva v modrem, če je hladnejša, potem več svetlobe izseva v rdečem. Torej, ko enkrat poznamo temperaturo zvezde, potem lahko precej dobro povemo, koliko infrardeče svetlobe naj bi takšna zvezda izsevala. In opazujemo zvezde in poiščemo tiste, ki izsevajo več infrardeče svetlobe, kot jo pričakujemo glede na modele. Sedaj pridemo do naslednje težave. Zelo mlade zvezde, ki so obdane s plinom in prahom, tudi sevajo več infrardeče svetlobe, kot jo pričakujemo. A te mlade zvezde zelo hitro prepoznamo, zato jih lahko damo na nek drug kupček in nanje pozabimo. Še bolj problematične so zvezde, ki so stare, a vseeno sevajo več infrardeče svetlobe, kot bi pričakovali. V tem primeru gre večinoma za zvezde, ki so obdane z prahom, ki nastane zaradi trčenja planetov. Če dva planeta trčita, potem se bo prostor okrog zvezde zapolnil z manjšimi skalami različnih velikosti, ta material se bo segrel in zopet seval infrardečo svetlobo. Takšnih zvezd je zelo malo. Pregledati moramo ogromno podatkov, če želimo najti kakršnokoli zvezdo, ki ni mlada in ki seva veliko infrardeče svetlobe. In zdaj pridemo do članka, o katerem sem govoril na začetku. V njem sta raziskovalca iskala zvezde z ekscesno infrardečo svetlobo, pogledala sta ogromen vzorec zvezd, več 10 milijonov, in na podlagi algoritmov našla med njimi 53 sumljivih zvezd. Torej zvezd, ki niso mlade in ki sevajo več infrardeče svetlobe, kot bi jo morali. Za eno izmed njih se je izkazalo, da smo jo že prej poznali in da gre za zvezdo, ki ima okrog oblak materiala zaradi trkov, verjetno zaradi trkov planetov. Kaj pa preostale? Zdaj, vzorec 52 zvezd je relativno majhen, zato jih bomo lahko natančno vsako zvezdo preučili in bo možno pogledati, a je med njimi kakšna, ki bi lahko imela lastnosti, ki jih pričakujemo od Dysonove sfere. Zdaj, lahko se izkaže, da bo med temi zvezdami res kakšna taka, ki bi imela te lastnosti. In nedvomno bomo v prihodnje videli kakšen članek, ki bo trdil, da ena ali več izmed teh zvezd mogoče lahko, če malo zamižimo, dejansko bi bila Dysonova sfera. Ampak mogoče lahko še ne pomeni, da to dejansko je. Tako da zaenkrat je ideja o Dysonovi sferi zgolj lepa ideja in preden bomo lahko trdili, da je neka zvezda dejansko obdana z neko umetno strukturo, ki jo je zgradila zelo napredna civilizacija, bo minilo še zelo, zelo ogromen časa. Ampak to ne pomeni, da se takšnih objektov ne splača iskati. Nagrada za uspeh je namreč neprecenljiva. Kitajska s svojimi načrti za vesolje vedno znova preseneča. Septembra
na drugi mednarodni konferenci raziskovanja vesolja je predstavila nov načrt za Mars. Kitajska že leta 2028 želi iti na Mars in istega leta z Marsa na Zemljo prinesti vzorec površja, torej površja Marsa. Ne gre za nov načrt, ampak so pa časovnico prestavili za 2 leti vnaprej. Malo so pohiteli in ni skrivnost zakaj. Namreč tudi NASA si s pomočjo Evropske vesoljske agencije želi z Marsa prinesti vzorce. A agenciji, predvsem NASA, se pri tem soočata z veliko težavami. Ok, nekaj ozadja. NASA je že naredila prvi korak. Ameriški rover Vztrajnost je na Marsu pristal februarja 2021. Pristal je v bližino kraterja Jezero, kjer vidimo sledove izsušene delte. Dolgo nazaj, več milijard let nazaj, je bila tam skoraj zagotovo voda. In zato je to zelo zanimivo območje na Marsu za zbiranje vzorcev. Roverček je s majhnim svedrom zbral več 10 vzorcev in jih vakuumsko zapakiral v cevke. In te cevke je pustil ležati na Marsu. In ideja je, da NASA s pomočjo ESE odide na Mars, te vzorce pobere in jih prinese nazaj na Zemljo. Ideja je v osnovi super, a problem je, da je načrt, ki ga je NASA naredila, zelo kompliciran. In zato tudi pregrešno drag, zato ga senat ne bo financiral. Tako da pred nekaj časa je postalo jasno, da v taki obliki misija enostavno ne bo šla skozi. Sedaj NASA išče alternative ideje med znanstveniki in podjetji, da bi vzorce vseeno šli pobrati na drugačen način, ker so ti vzorci res dragoceni, ampak vse te stvari se odvijajo zelo počasi. Zato teh vzorcev zelo dolgo še ne bomo videli. In zato so Kitajci pač videli svojo priložnost. Kitajska je v zadnjih 5 letih pokazala, da res zna, torej da zna iti na drugo telo v Osončju, z njega pobrati nekaj prahu in kamenčkov in se s tem dragocenim tovorom vrniti na Zemljo. To je naredila z Luno. Leta 2020 je prinesla regolit, torej material z luninega površja, leta 2020 z bližnje strani Lune, letos pa tudi z oddaljene strani Lune. In podobno želijo narediti tudi z Marsom. Tako da koncept imajo, grejo samo na drugo telo v Osončju. Mars ni Luna, Mars je dlje stran, ima večjo gravitacijo, ima precej gostejšo atmosfero kot Luna, seveda še vedno nič v primerjavi z Zemljino. Zato ima tudi atmosferske pojave, torej na Marsu obstaja vreme. Tako da ne bo enostavno, ampak Kitajci so tudi na Marsu že pristali s svojim roverjem, zato imajo tudi s tem že nekaj izkušenj. Zato je zelo verjetno, da bi jim tudi tokrat lahko uspelo. Kitajska še ni razkrila, kje želijo pristati in nabrati vzorec. Zahodni znanstveniki ugibajo, da bodo Kitajci verjetno pristali na območju Utopija Planišija. Tam so namreč pristali že prvič, tako da dobro poznajo teren. Kitajci so torej videli priložnost in malo pohiteli, zato da bi prehiteli Zahod. Zdaj zame in zate, draga poslušalka, je seveda povsem nepomembno, kdo bo prvi z Marsa prinesel nekaj peska. Naju predvsem zanima, kakšna zgodba je v tem pesku zapisana, kaj se je v preteklih milijonih, milijardah let dogajalo na Marsu, zakaj in kako je izgubil vodo, ki je nedvomno v preteklosti na Marsu bila. In seveda zimzeleno vprašanje, ali je na Marsu kdaj obstajalo življenje.
Bo pa Zahod, torej NASA, ESO in vse vpletene, zelo bolelo, če jih Kitajska prehiti. Ker nenazadnje je NASA, nekoliko tudi ostale agencije, kot ESA, japonska, kanadska vesoljska agencija, vsi ti so v raziskovanje Marsa ogromno vložili, ogromno tudi dosegli, se o Marsu veliko naučili, in zdaj Kitajska bo pa verjetno pobrala smetano. To, kar načrtuje Kitajska z znanstvenega vidika, ni tako zanimivo. Namreč vzorci, ki jih je zbral rover Vztrajnost v kraterju Jezero, so zbrani po dobri znanstveni metodologiji, so neprecenljivi in tudi to samo območje je bolj zanimivo kot pa območje, na katerega bodo verjetno Kitajci pristali in s katerega bodo pobrali material. Tako da znanstveniki se bodo seveda razveselili tudi tega vzorca kitajskega, ampak res čakajo predvsem to, kar je nabral rover Vztrajnost. Mogoče pa Kitajci zadenejo na lotu in dejansko v tistih nekaj 100 gramih, ki bodo prinesli nazaj na Zemljo, najdejo nekaj izredno zanimivega. Ampak, Kitajsko zaenkrat zanima le prestiž, ki bi prišel z uspešno izvedeno misijo, in to bi bil nekak kitajski Sputnik. V zadnjem segmentu današnje epizode bom na hitro predstavil 3 novice, ki smo jih v zadnjih 2 tednih objavili na portalu V vesolje. Septembra so astronomi predstavili odkritje največjega curka relativistične snovi, ki so ga kadarkoli opazili v vesolju. Curek oziroma pravzaprav gre za 2 curka, ki sta nasprotno usmerjena, in ta 2 curka izhajata iz supermasivne črne luknje v središču oddaljene in zelo masivne galaksije. Astronomi so curku dali ime Porfirion, gre za največjega od gigantov iz antične grške mitologije. Curek si tako ime v bistvu kar zasluži, razdalja od enega do drugega konca teh curkov je tako obsežna, da bi lahko v to razdaljo postavili v vrsto kar 140 galaksij velikosti naše galaksije. Raketa ameriškega podjetja SpaceX je v vesolje ponesla prvi lesen satelit. Gre za satelit poimenovan LignoSat, zgrajen je iz lesa Honoki, nekakšne domorodne magnolije na Japonskem, iz katerega so v preteklosti izdelovali med drugim nožnice za meče. LignoSat so izdelali raziskovalci Univerze v Kyotu in podjetje Sumitomo Forestry. Gre za majhen kockast satelit z velikostjo stranice 10 cm, zelo majhno maso in ohišje je zgrajeno iz lesa. Satelit bo najprej približno 1 mesec preživel na mednarodni vesoljski postaji, nato ga bodo pa odvrgli v vesolje, kjer bo pol leta zbiral meritve. Raziskovalci zaenkrat želijo videti predvsem, kako se bo les obnesel v vesolju. Če bodo rezultati pozitivni, bi lahko les postal pomembna surovina vesoljske tehnologije, ne samo za satelite, ampak tudi za mogoče gradnjo na Luni ali pa Marsu. Znanstveniki so na Veneri našli sledove ogromnega kraterja. Izgleda drugače kot drugi kraterji na Veneri, je pa podoben kraterju Valhalla na Luni Kalisto in kraterju Tire na Luni Europa. Obe luni pripadata Jupitru. Krater je nastal, ko je ogromen asteroid trčil v Venero. In zakaj tako posebne oblike?
Verjetno zato, ker ni šlo samo za en trg, ampak za dva trga, ki sta si sledila v zelo kratkem časovnem intervalu, verjetno nekaj milijonov let. Zanimivo, da model, ki razloži obliko kraterja, razloži tudi eno posebno strukturo na Veneri, imenovano tesera. To je neka struktura, ki jo najdemo zgolj na Veneri. Tako, to je bila 4. epizoda podcasta Portal v vesolje. Za tiste, ki vesolja še nimate dovolj in bi v njem radi slišali še več, bi priporočil še 2 oddaji, ki sta izšli nedavno. Dunja in Maruša v podcastu Temna stran Lune razpravljata o razstavi o Luni, ki si jo lahko ogledate v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Boris Kam z Radia Ognjišče pa vas vabi, da si poslušate v arhivu zadnjo oddajo Zanimivosti nočnega neba, Utrinek, kam si izginil. V oddaji se Boris pogovarja z dijakinjami gimnazije Poljane, ki so na natečaju Go učile zvezdnate ptice južnega neba, svojo zgodbo Utrinek, kam si izginil, osvojile prvo nagrado. Komentarje, kritike, pohvale lahko pošljete na portal v vesolje @gmail.com. Naslednja epizoda pride čez 2 tedna, do takrat pa veliko jasnih noči.